Pozdravljeni. Med aktivnosti območnega odbora SD Ormož je bilo tudi vabilo ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjažu Hanu s sodelavci, da obišče Ormož in se o možnostih nadaljevanja razvoja pogovori z županom oziroma z občinsko upravo. Na povabilo lokalnega odbora SD Ormož je minuli torek Ormož obiskal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han s sodelavci. Prisotna je bila tudi Vlasta Stojak Skrk iz službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Minister Han s sodelavci se je najprej sestal z županom Danijelom Vrbnjakom oziroma s predstavniki ormoške občinske uprave in strankarskimi kolegi v Ormožu oziroma s predsednikom lokalnega odbora SD Ormož Zlatkom Klemenčičem. Zraven pa so bili tudi Matej Rogač, direktor razvojno-raziskovalnega centra, in Andrej Vršič, direktor javnega zavoda za turizem, kulturo in šport, ter direktorica Kartaga Slovenija Sandra Županec. Srečanje je potekalo v Beli dvorani grajske pristave. V dobri uri, kolikor je trajal sestanek, je beseda tekla predvsem o razvojnih perspektivah občine Ormož, načrtih in prizadevanjih za razvoj občine, na gospodarskem, a tudi drugih področjih, ter možnostih za pridobivanje državnih in evropskih sredstev. Zbrani so si po sestanku ogledali rastočo ekonomsko-poslovno cono v Ormožu in rastoče objekte podjetja Kartago. Ob robu obiska je minister tako pojasnil namen svojega obiska. Jaz sem si zadal eno nalogo, da bom bil minister, ko bom želel realno videti zadeve na terenu. Ormož je občina, ki je, bom rekel, v svoji zgodovini kar nekaj pretrpel, pa firme propadale, pa firme nastale na nov. In ko sem seveda že vedel že prej za Kartago, sem si seveda želel pogledati to investicijo, na katero ne samo Ormožani, moramo v Sloveniji ponosni, ker to so prave greenfield investicije, to so, bom rekel, velike priložnosti za našo državo in naloga ministrstva in vlada je, da take projekte spremlja in pomaga v največji meri, kar lahko kot država naredi. To je bil prvi načrt. In pa seveda za občino, da vidimo, kje imamo odprte stvari, da je tisto, kar je bilo dobrega v prejšnji vladi, se nadaljuje, se kaj popravi in da se v bistvu Ormož, podeželje, ne samo Ljubljana, tudi razvija. To je bil en preprost moj namen. Najbrž ste si dobro ogledali tudi našo novo ekonomsko-poslovno cono, ki torej raste na srečo. Občina Ormož ima v načrtu, da bi v kratkem tudi še za kakšne 4 hektarje razširila vse skupaj. Kakšni so izgledi, bo država lahko kaj pomagala? Jaz sem si danes to pogledal, vesel sem, da me je tudi župan povedal, da v bistvu je na nek način ta obrtna cona že polna, se pravi, da živi in smo se zmenili, da seveda zdaj po ogledu na terenu se dobimo v Ljubljani in gremo skozi vse projekte, vidimo, kje se kje ustavlja, kaj bo država še razpisala. Seveda nismo mogli mimo energetske krize, ki se nam je naredila, kjer v bistvu tako gospodarstvo, javni sektor trpi. Tako da, ampak nastavili smo si neko možnost sodelovanja in verjamem v dobro sodelovanje med občino in Ministrstvom za gospodarstvo in tehnologijo. No, ključno je torej ta sestanek v Ljubljani, ki se pričakuje. No, mi se bomo zdaj dogovorili, kdaj se dobimo. Najprej smo se seveda dogovorili za firmo Kartago, da vidimo, kako, da gremo skozi, kje država spremlja. Potem pa se bomo seveda tudi dobili za ministrstvom, strokovne službe in zadeve počasi urejali. Moram pa iskreno povedati, takšnih problemov ali pa občin 212 in za mene so kot ministra za gospodarstvo vse občine enake, ni važno, iz katere občine kak minister prihaja, ali je lev ali desen, ljudje so vse povsod enaki in moja naloga je, da postavljamo pogoje za vse enake, okvir bo pravičen in verjamem v, bom rekel, na skupno dobro sodelovanje.
Želimo vam seveda veliko uspeha in upamo na vašo pomoč, na kakšno dobro besedo. Absolutno. Od besed se sicer ne da živeti, ne. Je nekaj fajn, moramo pa v dejanj in jaz mislim, da bomo tle lahko tudi karkoli naredili. Tako da hvala lepa. K navedenemu predsednik lokalnega odbora SD Ormož Zlatko Klemenčič dodaja. Ja, nekako je v našem programu, da poskušamo čim več ministrov spraviti na teren. Imamo en projekt, kjer se ministri, odnosno ministrska skupina vsak petek ali pa kako nanese, gre na teren in Matjaž je bil med prvimi, ki je prišel kot minister za tehnološki razvoj in gospodarstvo v Ormož. Nekako pa načrtujemo, da še pripeljamo v Ormož tudi ostale ministre. Mislim, da si občina Ormož in zasluži, da dejansko tudi ti ministri pridejo v Ormož in pogledajo, kaj se v Ormožu dogaja. Konec koncev se v Ormožu dogaja in bum in je prav, da se to vidi tudi navzven. No, za okroglo mizo, torej na sestanku, je bilo kaj ključnega dogovorjenega? Ja, mislim, da je bilo kar nekaj ključnega, vsekakor pa je spodbudno to, da je minister Han rekel, da se bo osebno zavzel, da pomaga podjetju Carthago, ker je dejansko eno večji investicij daleč naokrog in kjer bi recimo pozneje zaposlovalo kar lepo število ljudi in pravi, da se bo zavzel vsemi možnimi sredstvi, da bo dejansko to izpeljano in koliko ministra poznam, bo to vsekakor naredil. Vse vem, da so že spostavili stik, odnosno da se bodo v čim krajšem času dobili in to tudi naredili. Tako da upam, da zgodba gre naprej. Verjetno to gre za nadaljevanje gradnje potem, ne? To gre za nadaljevanje gradnje oziroma še nekaj verjetno kakšni zaostanki oziroma neke dogovorjene sredstva, ki so bile že dogovorjene z prejšnjim ministrom za gospodarstvo. Hvala lepa in še naprej tako uspešno. Ja, se bomo trudili, se pravim, vsekakor imamo v načrtu, da pripeljemo tudi ministrico za zunanje zadeve in ministra za kohezijo, Aleksandra Jevška, ker dejansko je ormoško področje, kaj se tiče sredstev, ki bi jih potrebovali iz tega sklada, eno bolj, oziroma je že dokaj dobro razvito, vendar bi to zgodbo radi nadaljevali in vsekakor jaz mislim, da je to ena velika priložnost, da tudi nam minister za kohezijo Aleksander pri tej stvari pomaga in koliko njega poznam, se bo verjetno z veseljem odzval v našem povabilu. Načrtom razvoja občine Ormož je prisluhnila tudi Vlasta Stojak-Skrk iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Kako kaže, se bo dalo pridobiti kaj sredstev z kohezije tudi za ormoško območje? Ja, moram reči, da v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko zdaj intenzivno delamo na programu za naslednje finančno obdobje, to je od leta 2021 do 2027 in v mesecu septembru bomo z Evropsko komisijo in z vsemi deležniki v Sloveniji, tudi z vzhodno kohezijsko regijo, tako kot zahodno, gospodarsko zbornico in drugimi deležniki upamo, da zaprli ta program. Zdaj poteka intenzivno usklajevanje tako s strokovnjaki iz Evropske komisije, kot tudi z našimi ministrstvi. In zdaj lahko rečemo, da so zadnji dnevi, ko se zapirajo ti programi. Vemo, da je za vzhodno kohezijsko regijo še vedno zelo aktualno in odprto odvajanje in čiščenje in pitna voda, prav tako pa ekonomsko-poslovne cone, kar smo si danes tudi pogledali. Moram reči, da Evropska komisija že v zadnjih 2 finančnih perspektivah intenzivno financirala poslovne cone in zato ima Slovenija zdaj toliko več odgovornosti, da dodatno argumentira, zakaj tudi v 3. finančnem obdobju še potrebujemo poslovne cone, tako da to, kar smo si danes pogledali in kar je tudi zaveza naše službe, se bomo zelo potrudili, da bi v naslednjem finančnem obdobju še poslovne cone ostale.
Se ve recimo, za kakšna sredstva gre, za kakšno količino denarja? Ja, v naslednji finančni Ja. perspektivi bomo z torej z Evrope dobili 3,2 milijarde. To je namenjeno za 4 sklade, torej kohezijski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj, socialni sklad in sklad za pravični prehod. Torej za vse 4 sklade 3 milijarde 200. Pino, želimo vam uspešno delo, pa upam, da bo torej Ormož tudi deležen vsaj nekaj tega, ne? Zagotovo, glede na to, kako smo vzpostavili odprto sodelovanje z regijami, verjamem, da bomo našli skupne rešitve. Občina Ormož si v smislu razvoja gospodarstva veliko obeta od obrata Kartago, ki v Ormožu pospešeno gradi svoje nove obrate. Zaenkrat gre vse po načrtu. Tako. Malo se sicer ubadamo z problematiko, tako kot vsako gospodarstvo trenutno z rastjo cen vhodnih materialov, ampak konec koncev, če zaokrožim, ja, tako kot smo si zastavili, zaenkrat smo v planu. Kriza splošna vas je prizadela kaj, kar se tiče prodaje same vašega voznega torej parka? Zaznamovala nas je absolutno, sicer ne toliko prodaje, kar naročila so. Zaznamovala nas je predvsem pri šasijah, pri dobaviteljih, ki pač nekako zaostajajo z tistim terminskim planom izdobave, pravočasne izdobave vozil oziroma podvozij v našem primeru. Kaj ste se danes pogovarjali z ministrom? Je kaj posebnega, posebno pomembnega za vas konkretno, za vaše podjetje? V bistvu smo se malo informirali, kakšna je trenutna situacija, kakšni so programi nove vlade, kako bo podprto gospodarstvo. Pogovor je tekel v tej smeri. Se pravi, ste optimistka? Absolutno, vedno sem bila in vedno bom. Tudi župan občine Ormož Danijel Vodnjak verjame, da bo tudi z novo vladajočo strukturo občina dobro sodelovala. Kaj si, župan, obetate od obiska ministra danes v Ormožu? Danes moram reči, da je bil en zelo lep konstruktiven sestanek. Predstavili smo projekte tiste nujne, ki jih je moč takoj izvesti oziroma ki nekako projektiramo. Tako da moram reči, kot minister, se pravi za gospodarstvo, tako tudi državna sekretarka iz SVRK, sta bila nad projekti zelo, bi rekel, presenečena, zainteresirana. Dogovorili se smo, da bomo tudi strokovne službe posameznih ministrstev takoj vključili in iskali rešitve, da se te zadeve čim hitreje spostavijo. Torej, predstavljene so bile vrtne cone, tehnološki park, je tudi nova športna dvorana, ki bi si obetali za širitev turizma. Tudi nekatere pobude so bile dane za vključitev v samo operativni program za črpanje evropskih sredstev. In moram reči, da je bil posluh, da je bilo rečeno, da bo se zadeve nadaljevale. Tako da si obetamo veliko. Jaz verjamem, da če skupaj stopimo, lahko za lokalno skupnost veliko naredimo. Gospodarstvo žene tudi ostale dejavnosti naprej in to je ključnega pomena. Tako da verjamemo in upamo na najboljše. No, minister pravi oziroma je povedal, da boste kmalu se sestali na sestanku v Ljubljani in še natečneje torej te občinske načrte pregledali. Verjetno je to že kar malo bližje vse skupaj. Ja, sigurno je potrebna zadeva predebatirati. To so projekti razsežnosti, vsak projekt je vreden cirka 5 milijonov plus, ne gre za male zadeve. Sedaj je občina Ormož prišla na takšne, bi rekel, vsote, da če želimo določene zadeve stopiti stopničko više, so pač takšne investicije potrebne in upajmo in verjamemo, glede na samo lokacijo, glede na obmejno, glede na to, koliko delovnih mest smo v preteklosti izgubili, glede na to, da nekih pametnih proizvodnih prostorov za naše tiste, ki bi se želeli udejstvovati v podjetništvu, trenutno nimamo in da je potrebno na tem absolutno nekaj napraviti, tudi konec koncev napravljanje samih obrtnih con, tako da jaz mislim, da gremo v pravo smer. Ministrstvo je obljubilo, da se bo potrudilo za realizacijo teh projektov, mi pa bomo tako kot doslej zadevo absolutno izvedli. Mladinski center oziroma Ljudska univerza Ormož je avgusta organiziral mladinsko izmenjavo Agrikultura 3. Gre za Erasmus Plus projekt, katerega osrednja vsebina je, kako izkoristiti prednosti, ki jih prinaša sodobno kmetijstvo. Obiskali smo jih na zaključku projekta v prostorih mladinskega centra.
V projektu Mladinska izmenjava Agrikultura 3 Ljudska univerza nadaljuje tradicijo mladinskih izmenjav. 24 mladih je tako konec avgusta v okviru mednarodne izmenjave Erasmus plus Agrikultura 3 na ormoškem območju spoznavala moderne tehnologije kmetovanja in prednosti, ki jih prinaša napredno kmetijstvo. Da, Ljudska univerza že tretje leto zapored organizira projekt Agrikultura, to leto se imenuje Agrikultura 3. Na njej gostimo udeležence iz različnih evropskih držav. Tako imamo projektne partnerje tokrat iz Italije, iz Romunije in Češke, sodeluje pa tudi Slovenija. Iz vsake države pa je prišlo po 6 udeležencev, eden izmed njih pa je vodja ekipe. In kakšno je bistvo tega projekta? Bistvo je, da mladi spoznajo agrikulturo na našem lokalnem območju, moderno prakso in kakšne dobre primere. Tako so na primer obiskali vinsko klet Jeruzalem Ormož, pivovarno Skolibir, konjeniški center Plohl v Cvetkovcih in kmetijo Bezjak. Spoznali pa so tudi nekaj teorije, tako jim je prišel predavati gospod Miran Lakota iz Univerze v Mariboru. Spoznali pa so tudi, kako narediti svoj poslovni model, tako jim je prišla predavati Polona Kukovec-Lakota iz Razvojno-raziskovalnega centra Ormož. Na podlagi te teorije pa so tudi udeleženci pripravili svojo projektno idejo, ki so jih danes tudi predstavili. Ena izmed idej, ki so jo pripravili, je tudi konopljin papir iz industrijske konoplje. To je bilo mišljeno kot bolj trajnostna ideja, ki bi nadomestila sečnjo gozda, kajti konoplja hitro zraste in industrijsko jo lahko gojijo tudi v Sloveniji. Tako so jih obiskali recimo iz kmetije pri Omineži, ki jim je predstavila različne izdelke iz konoplje in predvidevamo, da so tam dobili navdih. Kakorkoli, poleg sodobnih trendov kmetovanja so se lahko naučili tudi poslovanja, promocije in marketinga ter uporabo svojega že itak dobrega poznavanja sodobnih tehnologij. Zaključek projekta pa je bila tudi priložnost, da so povedali, kaj jim je na izmenjavi Agrikultura 3 v Ormožu bilo najbolj všeč. Sporazumevali so se v angleščini, seveda. The most memorable moment was your very impressive wine factory with the huge cisterns for storing and maturing your wine. Vprašali smo ga, kaj mu je bilo na tej izmenjavi najbolj všeč oziroma kaj se mu je najbolj vtisnilo v spomin. Vtisnilo se mu je v spomin vinska klet Jeruzalem Ormož, kjer so spoznali proces proizvodnje vina in tudi same sisteme za hrambo vina. To se jim je zdelo zelo moderno in dober primer dobre prakse. I really liked all the lessons that we had with all the presentations from local professors and farmers and like the people that came to tell us about their work. I really enjoyed that. On pravi, da mu je bilo najbolj všeč to, ko so imeli predavanja, sploh predavanja gospoda Lakote, ki jim je povedal več o modernem kmetijstvu in tudi druga spoznanja, ki so jih spoznali tekom izmenjave. Basically what I like the most is seeing that every normal people, even if it's a small town, has like interesting things, side jobs or things that they are passionate about and they explain to young people like us how they do their work, how they started their businesses, and it's all interesting. Pravi, da mu je bilo najbolj všeč to, da veliko podjetnikov, ki so v Sloveniji, tukaj v lokalnem okolju, je tudi takšnih, ki imajo poleg obrtne dejavnosti tudi redno službo. Tako so spoznali kmetijo Bezjak, na kateri so videli, da gospod hodi v službo, kasneje pa se ukvarja še z proizvodnjo bučnega olja in različnih bučnih proizvodnjev. The most I like the examples of people from here who made their own business, made their own interesting hobbies, let's say, that they become something more profitable for their life. And I liked how they explained us, how they do this stuff. And I'm thinking about implementing this in my life. Maybe if I'll have a good hobby that I can do some profit from this, I will apply this in my future and maybe it will be great. Thank you.
Torej, on pravi, da so se mu prav tako zelo zdeli dobri ti naši mali obrtniki, ki imajo različne dejavnosti, tudi rokodelske. Pravi, da bo kakšno dobro prakso prenesel tudi v svojo državo in poskusil začeti kaj podobnega. Hi, my name is Andrea and I'm from Italy. And I think what I liked the best in this youth exchange was the fact of seeing how people can really create something from just an idea and work themselves to making it real. So yeah, it was really interesting. Yeah. Torej, to je Andrea, on je vodja italijanske ekipe. Všeč pa mu je, kako lahko tudi naši podjetniki razvijajo neko idejo v realnost. So hi, I'm Kamila Uvirova and I'm from Czech Republic. And I like really the atmosphere of Slovenia because the people here are very friendly and welcoming. And I really felt like I'm at home. It was really nice. Thank you. Torej, to je Kamila, je del češke ekipe. Všeč se ji je bilo, da se tukaj pri nas lahko počuti kot doma in da smo vsi topli in odprti ljudje. Hi, I'm Alice. I come from Italy and I really enjoy this Erasmus project. The most thing I like when we go to Lagoon, to Ormož Lagoon, to see the various species of birds and also the buffalo. So yeah, you are a very good city with a lot of opportunities to find out. Torej, to je Alice, je del italijanske ekipe. Všeč ji je bilo, ko so obiskali lagune, predvsem veliko vrst ptic in živali, ter nasploh, da je tukaj veliko priložnosti in krajev, ki jih lahko obiščemo. So my name is Lucia Formankova. I come from Blatna. It's situated in the Czech Republic, and I brought my 5 participants, and we discussed what was the best. And we discussed that we really liked a presentation about hemp. And maybe it's also for other participants good because after we made a business model and a few groups also decided to prepare some product from hemp. To je Lucija, ona je vodja češke ekipe, zraven je še tukaj 5 udeležencev. Zelo jim je bilo všeč različna predavanja, predvsem iz kmetije pri Omineži, ki goji industrijsko konopljo. Zelo se jim je vtisnilo v spomin raznolikost te industrije, saj delajo različna mazila in druge proizvode. Pove, da se jim je to tudi vtisnilo v spomin na način, da so prenesli to v svoje poslovne ideje, tako da so delali papir iz industrijske konoplje. Preden so se poslovili, so dobili še priznanja za udeležbo in se posladkali s torto. Morda pa se še kdaj srečamo, so si rekli ob slovesu, ter se polni novih vtisov in najbrž tudi nekaj novega znanja odpravili domov. Prvo nedeljo v septembru so v Šardinju blagoslovili novo kapelico, ki so jo zgradili s številnimi urami prostovoljnega dela in s pomočjo donatorjev. Z gradnjo nove so nadomestili kapelo, ki je približno 50 metrov stran nekoč že stala in bila zgrajena pred 500 leti v zahvalo za premagano kugo. Nova kapela pa je zgrajena v zahvalo premagani koroni. Le redko se še zgodi, da bi kje zgradili novo kapelo, a je za mnoge tovrstne pričevalce zgodovine dobro poskrbljeno. Večina sakralnih objektov je namreč lepo obnovljenih, tako po vsej Sloveniji kot v občini Ormož. V Šardinju so vedeli, da je nekoč v bližini tega mesta, kjer sedaj stoji nova, že bila kapelica, v kateri sta bila kipa svete Marjete in svete Doroteje, ki jo hrani muzej. Želeli so, da jo vrnejo v domači kraj in zgrajeno novo kapelico se je to lahko tudi zgodilo. Želja je bilo že dolgo, ker je kapela po drugi svetovni vojni bila porušena
tu malo niže dol je stalo, okrog je bilo to pokopališče. Tisto, kar pa je bolj zanimivo kot kapela, pa je seveda to, da sta bila v kapeli dva znamenita kipa, Sveta Marjeta in pa Sveta Doroteja, ki sta sedaj v muzeju v Ormožu. Občina pa nam je zagotovila sredstva, da smo lahko, pa tudi pač možnost, da smo lahko pridobili kopiji teh dveh kipov, ki sta se zdaj v tej kapeli postavljeni. Kako ste zbirali sredstva za gradnjo te kapele? Prostovoljno delo, odbor, sem zračunal, da smo okoli 380 ur prostovoljno delali, pa sve številna ormoška podjetja so nam prostovoljno z materialom pa z delom pomagala. Sam ocenjujem, da je vrednost te kapele skupaj z ekipi tam nekje okrog 18.000 evrov, ne po zdajšnji cena, ampak po cena izpred 2 let, ko smo začeli to graditi. Kdo je bil arhitekt, glede na to, da je na novo postavljena? Ja, arhitekt pa je bil en mladi arhitekt, Jure Kolenc iz Ljubljane. Moram reči, da se je malo posledoval po Jožetu Plečniku in je tudi en takšen model z temi ozkimi stebri. Mi smo tudi uporabili za betoniranje teh stebrov kanalizacijske cevi, kot jih je Jože Plečnik uporabljal pri svojem delu. Kaj bi se ob tej kapelici naj torej dogajalo skozi čas? Jaz mislim, da vsako leto vsaj enkrat priredili na tako srečanje z ljudmi in tu imam kar nekaj otrok zdaj, majhni, ki hodijo v šolo, tako da tudi mislim, da bomo imeli šmarnice, potem blagoslov, velikonočni jedi. Bomo si že kakšen razlog zmislili, da se bomo srečali. Prelepa nova kapelica stoji v spodnjem delu vasi, ki šteje 140 prebivalcev, in sicer na zemljišču, ki jo je v javno dobro podarila sovaščanka Hilda Kociper. Kmalu potem, ko so ustanovili gradbeni odbor, so začeli z delom. Ja, leto dni nazaj, mogoče leto pa pol, naredili smo temelje, potem vse te ornamente. Največ časa so nam vzeli ti stebri, ker smo jih praktično vlivali v plastične cevi, potem cevi razrezali in smo tako prišli do teh stebrov, ki dajo neki čar tej kapeli, ne. Tako, seveda, pomagali so nam tudi mojstri, ki obvladajo recimo ostrešje, nekaj takega, čisto vsega pa nismo mogli sami narediti. Tako da smo rabili pomoč, ja. Blagoslov nove kapele je v Šardinju bil praznični dan. Mašo z obredom blagoslova je opravil velikonedeljski župnik Boštjan Kotar. Takoj po maši pa je sledilo druženje vaščanov in gostov, ki jih tudi ni manjkalo. Prvo nedeljo v septembru je na Grabah potekalo 6. mednarodno srečanje koči in konjenikov, ki ga organizira konjeniško društvo Središče ob Dravi. Dogajanje so pričeli takoj po 9. uri dopoldan z otvoritvijo nove maneže, blagoslovom te nove pridobitve in blagoslovom koči in konjenikov, ki so v tem času od vsepovsod že prihajali na prizorišče. Člani konjeniškega društva Središče ob Dravi so prvo nedeljo v septembru pripravili 6. srečanje koči in kočijažev. Srečanje je potekalo na običajnem prizorišču na Grabah, ki se je začelo polniti okrog 9. ure. Uradni del srečanja je bila otvoritev nove maneže, kar je za društvo velika pridobitev, kot je v uvodnem pozdravu dejal predsednik konjeniškega društva Miha Sok. Tribarvnico so prerezali članica društva Mira Frangeš, predsednik Miha Sok in župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko. Tako manežo kot vse zbrane ljubitelje konj ter tekmovalce pa je blagoslovil domači župnik, z namenom, da bo uporaba maneže varna, tekmovanje v nadaljevanju dneva pa brez nezgod. Konjeniško društvo Središče ob Dravi se ponaša 14 leti aktivnega dela. Želja, da si uredijo primerno manežo, pa plod večletnih prizadevanj. Res je prekrasna maneža, po večletnem delu, trudu, odrekanju in raznih pomočnih sponzorjev nam je uspelo. Tudi vidim z gospodom županom in pa občino dobro sodelujete. Moram reči, da je sodelovanje med občino in z gospodom županom dobro in upam tudi, da bo tako naprej, kajti trudimo se tako mi kot društvo in pa tudi občina, kajti občina se zaveda, da smo društvo, ki
v občini za občino kar nekaj naredimo in smo temu primerno tudi nagrajeni. Hvala še enkrat. Konjeniško društvo Središče ob Dravi je znano tudi po mnogih drugih aktivnostih, kjer lahko vključijo konje in kočije. Predvsem pa po počitniških delavnicah in konjeniških taborih. Ja, res je, cela počitnica smo organizirali delavnico za deco, 2-krat na teden, po 3 ure smo imeli druženje, vedno smo nekaj ustvarjali, jahali, se družili s konji, jih pucali, tuširali, takšne stvari. Zdaj, zadnji vikend v avgustu smo imeli tudi konjeniški tabor, tako en zaključek počitnice, kako bi rekla. Tako da ja, smo vedno v otroški družbi. Ko malo spremljam, otroci imajo zelo radi živali. Ja, res je. Meni se zdi, da se vedno bolj to vrača, ta ljubezen do konj oziroma stik do živali. No. Najbrž imam kar prav, da otroci imajo strašno radi živali, konje, ampak da jih težko imajo doma, ne? In to lahko izkoristijo pri vas. Ja, res je, pač konja žival, ki zahteva ogromno ene nege, tudi pač stroškov, če sem odkrita, tudi veliko prostora. Tako da ja, mi se trudimo otrokom to zelo približati, da vsaj malo doživijo ta občutek ali stik s konjem, kako bi rekla, no, da se vsaj malo podružijo pa to notri spravijo. Težko, da sploh mine kakšna prireditev v Središču, pa tudi v okolici, da člani s svojimi 4-nožnimi lepotci ali s kočijami niso zraven. Radi ponudijo panoramske vožnje s kočijami in podobno. Gotovo, da na pomoč priskočijo tudi v času največjega in organizacijsko najzahtevnejšega dogodka motodirke, kar s ponosom ugotavlja tudi župan. Ja, vsekakor, gledajte, konjeniško društvo je eno od najaktivnejših društev. Seveda, kot smo slišali, 2 leti taka odmevna prireditev mednarodna ni bila možna. Letos so se zopet potrudili in kot vidite, kar lepa udeležba, zanimivi šport, konje. Veliko otrok je prišlo in sem prepričan, da bo popoldne tu ogromno ljudi, kot vsako leto. Tako da seveda zahvala in čestitke konjeniškemu društvu, kajti gre za veliko članov, tudi posameznikov, ki se ne samo na tej prireditvi, tudi med letom trudijo, pomagajo na drugih prireditvah. Moram povedati, da so konjeniki na dirki, ki je bila v mesecu maju, bili eni od ključnih tistih, ki so nam pomagali s številnimi društvi, tako da res čestitke in nazadnje, kot vidite, ta maneža, ki smo jo leta 1920 skupaj zgradili, služi svojemu namenu, torej tistim, ki se učijo jahati, nazadnje tudi kočije, ki so danes tu, tako da res čestitke in še enkrat zahvala za dobro sodelovanje. Sam sem velikokrat poudaril, bom rekel uradno ali neuradno, društvom, ki so tako aktivna, ki tako delajo, treba pomagati, z njimi sodelovati in potem seveda nastanejo take in še kakšne druge prireditve. V nadaljevanju dneva je razen druženja kočijažev, konjenikov in številnih ljubiteljev konj potekalo tekmovanje v spretnostni vožnji za 1- in 2-uprege ter v spretnostnem jahanju. Skupaj v vseh disciplinah je tekmovalo 30 konj. Številom udeležencev so organizatorji bili zadovoljni. Številom udeležencev sem vsekakor zadovoljni, kajti vsi vemo, da zdaj po tem času prireditev ni bilo. Rekli smo, probali bomo, kaj bo. Obiskali so nas tako iz Slovenije, Hrvaške, imamo tudi par konj iz Madžarske in pa seveda iz Avstrije, tako da mednarodna udeležba in nimamo si kaj. Uspeli smo spet. Kakšne so recimo želje v prihodnosti? Želje v prihodnosti so v tem namenu, da se ta maneža uporablja čim bolj varno, čim manj poškodb. Vsekakor naslednjo leto maja, če bodo dopuščale naše zdravstvene epidemiološke zadeve, bomo organizirali to našo prireditev v našem starem terminu, kajti moramo vedeti, da letos to ni naš termin. Naš termin je prvi vikend, prva nedelja v maju, ampak vseeno, maj smo letos zamudili, letos smo pripravili, drugo leto obljubljam, se bomo potrudili še bolj. Takšno srečanje bo torej prihodnje leto tradicionalno prvo nedeljo v maju. Občina Središče ob Dravi tudi sicer načrtuje jahalni šport v sodelovanju s konjeniškim društvom vključiti v turistično ponudbo kraja, kar bi lahko bila zelo mikavna atrakcija. Ja, vsekakor, gledajte, jaz že nekaj časa govorim, veste, da uspešno vodimo 3 občine destinacije Jeruzalem, ki se zelo dobro razvija. Torej, konjeniški šport,
jahanje, prevozi s kočijami. Spodbujam ne samo društvo, tudi nekatere posameznike, ki so zelo aktivni v tem, da je to ena zelo dobra priložnost, da bi torej nekdo ali več njih to dejavnost uradno prijavili in gledajte, prepričan sem, da bi to bila zanimiva atrakcija in tudi možnost zaslužka komu za turiste, ki si vsekakor to želijo. Zagotovo pa je društvo lahko spodbuda drugim društvom, da je občina Zreče ob Dravi še bolj atraktivna. Tako je, gledajte, nazadnje moramo vse, če se tako izrazim, naše resurse aktivirati, izkoristiti, kajti priložnost je, živimo nazadnje na lepem podeželju, imamo kaj ponuditi, seveda to moramo iz leta v leto nadgrajevati in prepričan sem, da so tu velike priložnosti. Glede na zagnanost članov konjeniškega kluba ima občina Središče ob Dravi dejansko dodatno možnost, da turistom ponudi še več. Že takšno srečanje kočij in konjenikov je dober začetek, vse pestrejšo turistično ponudbo. Minula sobota je tako na državni kot na lokalni ravni bila izredno športno obarvana. Slovenski košarkarji in odbojkarji so odigrali ključne tekme v izločilnih bojih, v Ormožu pa sta športno soboto zaznamovali pomembni zmagi. Popoldne so domači nogometaši v športnem parku Mestna Graba premagali ekipo iz Rogoznice, zvečer pa so domači rokometaši v športni dvorani na Hardeku premagali še ekipo Maribor Branik. Zraven smo bili na nogometni tekmi med Ormožem in Rogoznico. Potem, ko so v prvem krogu tekmovanja nogometaši NK Ormož v Ormožu premagali ekipo Makol z rezultatom 4:1, so v drugem krogu v Hajdošah premagali Hajdoše z rezultatom 4:0. V soboto pa so s ekipo Rogoznica odigrali tekmo tretjega kroga in slavili s 5:1. Nogometaši Ormoža zasedajo trenutno prvo mesto na lestvici. Zbrane ljubitelje nogometa, ki so navijali s tribun, je navdušil že začetek tekme, ko je Kociper s sijajno podajo naletel na glavo Prapotnika. Temu pa iz bližine že v 8. minuti ni bilo težko zamajati mreže gostov. Ormožani so prešli v vodstvo, strelec zadetka Prapotnik Nik. Po uvodnem golu je tempo igre precej padel, tako da do konca prvega polčasa ne domača, a tudi ne gostujoča ekipa nista uspeli pripraviti čiste situacije za strel. Rezultat ob polčasu je bil 1:0. Drugače pa je bilo v drugem polčasu. Luka Kirič je zamajal nasprotnikovo mrežo v 51. minuti. Igra je postala pestrejša, ko so v 60. minuti gol zabili nasprotniki. A Ormožani situacije niso več pripustili naključju. Nik Prapotnik je svoj drugi gol zadel v 66. minuti, Luka Kirič pa potem še dva. V 82. in v 86. minuti. In tako se je tekma končala s 5:1 za naše. Tretji gol in s tem svoj hat-trick je v 86. minuti dosegel Kirič Luka. Imaš ti žogo, zakaj ne diagonala? Zakaj v sredino tu not? Se še niste tega izučili?
Kot debitant na tekmi z Rogoznico pa se je izkazal tudi 17-letni Aleš Štrucl, ki je v igro vstopil v drugem polčasu in do konca srečanja prispeval 2 pomembni asistenciji. Tekma je res prevrtljiva bila, prvi polcajt smo se malo mantrali. Oni so mlada, neizkušena ekipa, dokler so lahko še držali, tudi naš tempo so držali, potle pa je vseeno, so izkušnje prevladale in je rezultat tega to, tudi 5-1. Sicer pa vam zelo dobro gre, ne, to sezono? Ja, to pa je vse odraz treninga, to je vse odraz resnosti, to je vse odraz vsega, ki se dogaja v klubi in pravim, to je lepa pot za naprej. In kakšni so pravzaprav vaši cilji? Cilji so prvo mesto, tako kot vsakšno leto, ampak toto leto vidim, da je kar to ustvarljivo in upam, ka bo se vse dobro izteklo v toti smeri. Mrežo nasprotnika sta uspešno tresla najuspešnejši dvojec Nik Prapotnik in Luka Kirič. Prapotnik je bil uspešen 2-krat, Kirič 3-krat. Tako sem rekel, ne? Pred 14 dnevi, ker bomo se borili za prvo mesto, pa ker bomo vsako tekmo dali ogromno golov, tako se tudi to dogaja. No in kako ti to uspe? Kar 3 gole, ne? Ja, to je ne samo od mene odvisno je od cele ekipe, ker mislim, ker smo prvi polčas smo igrali katastrofalno, slačilnici je malo bilo burno, smo se pomenili, kaj moramo zboljšati v drugem polčasu, potem pa je to rezultat, ker smo na koncu zmagali 5-1 in dali 5 golov. Mislim, ker ekipno smo tako močni, ker se lahko sami sebe zdignemo. No, v glavnem, Pragersko je kar nasprotnik, ne? Slavijo po dobri igri, ste pripravljeni za to srečanje? Mi smo za vsega pripravljeni, tako da mi gremo na zmago vsako tekmo in mislim, da bude na Pragerske doma, imamo celo tekmo verjetno, ne? Mislim, da imamo doma tekmo, ja. Bo podoben rezultat. Iskrene čestitke za danes, pa se vidimo. Hvala lepa. Je to sreča, je to znanje, je to spretnost, kako imenuješ ta dosežek danes? Temu dosežki bi rekel trenutek, pač odvisno od situacije, lahko da sreča, lahko da znanja, odvisno. In kaj si želiš za svojo ekipo? Svojo ekipo si želim pač, da bi zmagali vse, moramo, če hočemo priti v naslednjo ligo. V naslednji ligi so dobre ekipe, moramo biti pripravljeni na dobre ekipe, mislim, da smo lahko pripravljeni. In se ti je že kdaj uspelo, tako 2 gola v eni tekmi? Je že večkrat, samo da je bilo malo po dolgem času. Veliko treniraš? 3-krat na teden imamo treninge, plus tekmo, to pa še mogoče kaj doma. Gotovo pa je treba prizadevno igro priznati tudi ostalim nogometašem, ki se v tem času že pripravljajo na tekmo s ekipo iz Pragerskega. Tekma bo potekala v Ormožu 17. septembra ob 16. uri. Toliko za danes. Tudi prihodnja oddaja bo pestra, zato vas že danes vabim, da se nam pridružite čez teden dni ob istem času na istem televizijskem programu. Želimo vam čim manj boleče slovo od poletja in prijetne jesenske dni. Se vidimo. Srečno!